Pozdravljeni v 93. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Danes gostiva v oddaji Andreja Šena iz podjetja MSORA. Pozdravljen, Andrej. Pozdravljena tudi vidva. Tako da jaz bi Andreja najprej prosil, da se na kratko predstavi in pove v bistvu, kaj dela sploh v MSORI. Ja, jaz sem Andrej Šen in sem tehnolog v MSORI. Moje delo v bistvu je razpis in izdelava proizvodne dokumentacije in implementacije v proizvodnem. Tako kot tudi naročanje materijala in vseh teh stvari, ki pač zraven pašejo. Zraven imam pa še dodatno delo, da hodim na izmere, se dogovarjam s strankami ali pa arhitekti. No, to skratka, prosti, ker sem te prekinil, ampak v bistvu super zadeva za tega, ker boš lahko povedal, kako pol to in v praksi izgleda. In pol, kako izgleda dejansko prvas v proizvodnje in kje jasno v nekje na tej poti ali pa tle nekje okoli se sreča z BIM-om to vse skupaj. Pa še ena zadeva mogoče omen, ker se meni pač to jaz sicer že vem, ampak v bistvu nisi ne gradbenik, niti arhitekt, ampak si po tvojih besedah Mizar, odlično, ali pa ne vem, lesarski tehnik recimo bi bilo to lepše, ne? Lepše, prej smo lepše besede uporabili. Ja, tako, ja. Lesar. Tišler. To je ta prava, v bistvu, skratka. A rečem tišler, kaj? Ja. A veš, jaz cenim dejansko ljudi, ki nekaj z enim materialom znajo narediti. Jaz žal nimam te danosti, se utepam z vsemi štirimi, v bistvu, kaj treba en dva žebla zabiti vsake toliko časa. Sicer pol tudi to vrata, ampak v bistvu sem pol kar nase zelo ponosen. Zdaj, žena tamle v sosednji sobi bi v bistvu rekla, da ne se hvaliti preveč, ker so vsi po stran, ampak kakorkoli že. Ja, super pogovor bo, no. Če smo pri nazivih, a sem kdaj povedal, kako meni žena reče? Ne, povej, zaupaj ti tole. Ja, moja žena je vsem, ko sem hišo gradil, je vsem izvajalcem razlagala, da sem teoretični gradbenik. To je približno tako, kot sem, pač mislim, da smo kar vsi, ko faks končamo gradben, smo bolj manj sami teoretiki, zelo velik neki, ali pa taki ta pravi inženjeri, ki vemo, kako že gre tist, vemo malo o veliko stvareh. Ne, jaz se ne strinjam, pa kakaj. To je pa lahko povod za kakšne družinske spore. No, ampak dajmo se vrniti v bistvu nazaj na tale pogovor. Skratka, osrednja tema je MSORA in BIM. Andrej, v bistvu skratka, do tebe smo nekako prišli po različnih poteh, ampak pred časom smo gostili Davida Lozeja. Z njim kar dosti sodelujemo. Ki vam je dejansko za MSORA razvil te knjižnice, tako da mečken o tem smo že slišali. V bistvu meni se je pozdel pa zelo zanimiv, oziroma se je nama zdel zelo zanimiv slišati še pač drugo stran zgodbe. Poznamo recimo to stran od Davida, kjer kako se to razvija in kako se to zdaj izgleda sploh v Arhikedu, ampak v bistvu tisto, kar je pa res morda zanimivo, je slišati to drugo plat zgodbe, zakaj MSORA sploh razmišljala o čem tem, kako ste se tega lotili in jasno, kaj so tiste točke, ki ste se jih naučili in bi jih lahko posredovali nekomu drugemu, ki je morda v zdele razmišljal o tem, da bi za neke svoje lastne produkte pa res dal razviti neke BIM knjižnice ali pa se tega sam lotil konc koncev. Ja, lahko povem zgodbo, No, mi smo se kot MSORA smo se srečali v bistvu s to BIM-om, pred cirka 3 leta nazaj. In v bistvu nam je tujina narekla, da se moramo, ker veliko prodajamo na tuj trg, da moramo tudi v BIM-u mi začeti delati. In pa smo začeli. Veliko pomoč, kot ste že rekel, je bil ta David Lozej. Z njim smo kar dosti sodelujemo. On nam v bistvu to dela, vse te stvari. Naša glavna stvar je pa, da se tu implementira v proizvodno. Vemo že, da je že veliko proizvajalcev v tujini ima te BIM knjižnice, mi hočemo pa še eno stopno več narediti. To je pa to, da bi šli mi dejansko da ne bi bilo več razpisa, kot ga zdaj poznamo, ampak da bi se šlo direktno v proizvodno te. Se pravi, da bi, ko bi arhitekt zrisal, bi šlo te izdelki direktno v naše stroje, se pravi naročilnice bi šle direkt za razne naročanja rolet, žaluzij, polic, bi šlo direktno na dobavitelja, ki ga pač imamo
medtem pa, da bi šlo direkt v proizvodnjo. S tem bi se tudi prekrajšal nam čas izdelave in bi dejansko vsi zmagali. To je glavni naš cilj, v bistvu končni cilj tega BIM-a. Je pa res, da je tu za nas kar velik dela, ker mi imamo zelo specifični izdelek. Ni izdelek tako, kot je avto, ki ga se pač zriše in ga imamo. Tle naš izdelek se spreminja v bistvu od naročila do naročila. Ne? Vsak objekt je specifičen zase. Ja, in zdaj, če jaz prav razumem, je tujina od vas zahtevala, da se začne razmišljati o BIM elementih, o BIM objektih, ki ste jih potem ponudili tujini s ciljem, da bi preko uporabe teh objektov potem verjetno tudi do kakih naročil prišli. Zdaj pa, če jaz prav razumem, pa razmišljate že o naslednji fazi, da bi dejansko prišel direktno iz modela potem tudi v proizvodnjo. Ne? Zdaj, mi smo na tem podcastu že veliko govorili o industriji 4.0, in to je dejansko gre točno v ta koncept industrije. Ampak jaz bi mogoče šel en korak nazaj bi se še mogoče malo ustavil pri teh BIM objektih, pa bi vprašal to, ko ste se odločili za izdelavo teh BIM knjižnic, a ste potem najprej se odločili za eno programsko opremo, ki boste podprli, a se že v začetku vam je tujina povedala, da morate nastopati na več platformah, ker vemo, da v Sloveniji imamo v bistvu dve bistveni platformi, ena je Archicad, druga je Revit, pojavlja se na nemškem trgu še potem nemečkovi produkti, pa če imate kaj v Angliji, so potem še Bentley in podobni. Ampak kako ste se odločili, katero programsko opremo boste najbolj podprli, pa kaj trenutno podpirate? Ja, glede na največjo uporabo v tujini smo se odločili. V bistvu, izvedeli smo, da Archicad se največ v tujini uporablja. Sicer se tudi Revit, ampak v največji varianti je bil pa Archicad. Zaradi tega smo se odločili. In kaj trenutno podpirate? Ste še vedno na Archicadu ali ste se odločili tudi za kaj druga? Ne, zaenkrat smo na Archicadu, ker moramo v bistvu najprej zdaj vse te osnove razviti. Tako kot sem rekel, ta naš izdelek je tako različen, da moramo v bistvu mi narediti vsak izdelek iznova. Zato imamo tudi velike težave, da bi zdaj naredili en izdelek noter in bi ga pač uporabljala stranka. Ampak je problem v tem, ker je ta sam izdelek tako specifičen, da recimo pridem do nekega novega projekta in je treba izdelati nov detajl za BIM. In s tem imamo velike probleme z Davidom, zaradi tega, ker je to, recimo pri lesu lahko vidimo, kaj se da vse z njega narediti. In zato pride do velikih težav. Mislim, v bistvu niso težave, ampak sama uporaba je zelo razširjena. Mislim, veliko se da narediti. Če prav razumem, trenutno je knjižnice, ki obstajajo, dejansko nekako fiktivno omejujejo, kaj se sploh da narediti. Oziroma, kaj se da zmodelirati. Medtem, ko vi v proizvodnji naredite lahko mnogo več. Problem je sami zmodelirati. Recimo, pri nas imamo, če en praktičen primer povem, pri nas mi imamo lahko en izdelek širok od 70 mm do 145, recimo en pokončnik okvirja, če tako čisto specifično govorimo. In zdaj mi moramo moram narediti kot BIM objekt, moram narediti, da se bo to prilagajalo glede na sam proizvod in na izdelek, ki ga želi stranka imeti na objektu. In zaradi tega imamo velike, ker so zelo močne sprejemljivke moramo narediti. In zdaj imamo velike težave z Davidom. Sam nama gre, tako da lahko potrdim, da nam gre. Neke male demonstracije smo že videli, pa to še zmer čaka na urejanje. Bom se potrudil čim prej to avtorizirati, tako da bo video je posnet, ampak ni še urejen. Tako da nekaj smo že videli, ampak je res, si znam predstavljati, da je in za vas strani naročnika oziroma pač ti, ki proizvajate pač te elemente, konec koncev bi radi imeli čim več, da vaša knjižnica na koncu omogoča praktično vse, medtem ko jasno z druge strani je pa to iz čisto uporabniškega stališča, kako to sploh narediti v Archicadu, kakšni so neke omejitve, ki so tudi fizične, najbrž tisti pokončnik pri oknu, ki je, meter, je lahko,
debeline take in take, medtem ko če je pa tisto oken, 45 širok, pa v bistvu ne more biti. Ne? Ja, to je dobra stran liha Arhikeda, ker sem se ukvarjal z njim. Recimo, on nam bo določil, ko bo arhitekt ustavljal naše elemente v sam projekt svoj, bo lahko sam noter naš izdelek določil, kakšna maksimalna širina, višina je in maksimalno okovje in vse te posledično te stvari. In to nam zelo veliko pomaga. Da lahko naredimo izdelek in veliko nam olajša samo delo. Mogoče še eno vprašanje, glih, ker smo zdaj sem ukradel v Robiju mesto za vprašanje, ampak Robi, boš pol vprašal. Ena stvar me res zanima v bistvu. Ko ste to čist na začetku recimo tega razvoja BIM knjižnic, koliko časa je trajalo oziroma je bilo to v bistvu neko tako res težko delo z vaše strani, da ste pripravili vse te stvari do te mere, dokumentirali do te mere, da je lahko David pol to začel počasi dejansko programirati oziroma prenašati v Arhicad in jasno, koliko je enega tega dopolnjevanja ali pa je v bistvu mogoče tudi so se vmes kakšne napake odkrile čisto na vašem delu, tudi zgolj skozi to implementacijo v Arhicad. Zdaj tako, v osnovi, ko smo mu poslali Davidu okna, osnovne detajle v DVG-ju, ni bilo nobenih težav za noter ustaviti. Ampak pol, ko sem jaz stopil v delo to z Davidom, sem mu pokazal, kakšen spekter je to. Se David se v začetku sploh ni zavedal in je videl, šele zdaj se nekaj skupaj greva, da bova nekaj ustvarila. Na začetku osnovni objekti, ki smo ga postavili, ni bilo nobenih težav. Problem je bil pol, ko smo videli, kakšna širša uporabo rabimo. In zaenkrat nam kar gre, tako lahko kar rečem. Prejle mi je Matevž ukradel pol vprašanja, ampak mene ravno to bi me zanima, ker je za eno pripravo take knjižnice, sploh ene take kompleksne knjižnice, kot je od MSOR, je potrebno res veliko enega tehnološkega znanja, pa nekih tehnoloških omejitev. Pa me zanima, koliko od tega ste imeli že pripravljen, ste že vedeli, da morate imeti, oziroma ste že imeli zaradi drugih stvari, in koliko tega ste šele potem klasificirali, ko se je pojavila ta potreba zaradi te BIM knjižnice. A se to že vse prej vede za te omejitve, ali ste prej tudi kaj izkustveno delali, pa tako pa se zdaj šele prvič tak dali na papir, kaj vse je možno, pa kjer vse kombinacije so možne? V bistvu imamo mi vse te detajle že pripravljene, že delamo v njih že ogromno časa, že desetletja delamo v detajlih, v DVG-jih in imamo vse te detajle že pripravljene, smo imeli. Tako da ni bilo nobenih teh problemov znotraj implementacijo v Arhicad. Bolj so problem, ker je treba, ker sam objekt v BIM-u mora imeti spremljivko, da se pač prilagodi željem stranka. Bolj je to problem, kot sam izdelek postaviti v Arhicad. Če se postavi, naprimer, da bi se eno stikalo postavil, se ga zriše v 3D-ju in ga postaviš not in ga lahko arhitekt ali pa kdorkoli uporablja. Medtem pa pri našem izdelku, ki se pa spreminja od 100 cm do 5 metrov izdelek, je pa kar težava to. In tlele jaz vidim največjo težavo, največji izziv za naše podjetje. Pa čist tale bo, tole vprašanje sploh ne spada, ampak glih sem se ga spomnil. Čist stališča proizvodne, v bistvu nimate vnaprej določeno, v bistvu, metrska okna, pa meter pa pol okna so cenejše kot ona, ki so 1,32 m. Ne, vse je isto v bistvu. Vsak izdelek se naredi po naročilu. V bistvu po posvetovanju najprej pride do komerciale, ki se pač stranka odloči za naš izdelek, no to pride pa do nas, ki smo tehnologi. Mi se pa pogovarjamo s strankami, arhitekti in se določujemo sam izgled, določujemo omejitve, določujemo kako je postavitev in vsega tega. In tega, kar opažam na zadnjem trgu, je v porastu to. In po moje edina rešitev BIM knjižnica. Zato pa jaz mislim, jaz sem tega mnenja. Začeli se je vse skupaj z Rotringom, nadaljevali z AutoCAD, zdaj smo prišli na Arhicad in Revit in podobne programe. In v bistvu to vse skupaj olajša samim končnim kupcem. Za nas pa to pomeni veliko prednost zaradi tega, ker lahko implementiramo, kar je naš končni cilj,
da mi implementiramo v proizvodno, da si mi sami sebi zmanjšamo čas in denar, ki ga bomo porabimo za izdelavo izdelka. In to nam ogromno pomeni. Ampak, če jaz zdaj to prav razumem, vaš cilj je direktno iz BIM-a v proizvodnjo. Sam, če se jaz spomnim, kako je to potekalo pri meni, pa pri vseh, ki jih poznam, no, je vedno tako, da na podlagi nekega povpraševanja, lahko rečemo tudi modela, lahko rečemo tega, kar je arhitekt pripravil, je potem prišla neka ponudba, ne? Ampak pred samo proizvodnjo pa še vedno prišel nekdo in je to fizično zmeril zaradi odstopanj pri gradnji, pa ne vem, enega kupa nekih drugih stvari. Ne? Zato se pa gre v BIM, ne? Za BIM se gre za to, da se prevzame odgovornost, da vsak za svoje delo prevzame odgovornost. Da arhitekt, če reče, da je pač določeno, povem primer, da je določena, da je odprtina, ne vem, 1500 mm, mora biti izdelana 1500 mm. In tisti, ki pač naredi 1600, odgovarja, ne? In to jaz vidim poanto BIM-a lih v tem, da v bistvu se vsi držijo svojega dela glede vsega, ne? In to mi je zelo pomembno in za tega mi vidimo, da je tudi prednost za nas, ker mi imamo pač izdelavno mero tako, kot je, in mi damo proizvodno. Se pravi, mi smo naredili tako, kot je arhitekt ali pa kupec si zaželel. Tule imam pa zdaj en kup enih vprašanj. Mislim, vem, da so izkušnje pač na strani... Izkušnje iz realnosti, da sedaj so drugače, zato pa za sam BIM platformo, ne? Jaz mislim, da bo prišla, da ta BIM platforma nas čaka v roku 10-15 letih, definitivno nas čaka, vse. Zato, ker to, kar se zdaj dela, recimo, ker se dela napake, ker se stroške obeša nekomu drugemu, a ne? To ni več prostora za v gradbeništvu. Tega sem jaz osebno mnenje. To je moje osebno mnenje. No? Jaz se strinjam s tem mnenjem, da so te napake pa odgovorna za napake, da je to totalni kaos v gradbeništvu. Ne? Ampak jaz zelo dvomim, da lahko BIM to reši. Sploh na projektih, kjer je neka veriga izvajalcev pa podizvajalcev, ker tam je totalen problem s komunikacijo in vsem, in preden bomo mi celotno verigo spravili na BIM, ne vem, če ne boš se še kakšna generacija morala zamenjati. Ja, to prav, jaz to strinjam s tem. Sam moramo pa stremeti k temu, a ne? Zato te pa nam v osnovi zdaj mudi zelo, da postavimo BIM knjižnico do te mere, da lahko en arhitekt uporablja. Sedaj imamo v BIM knjižnice kar veliko že. Imamo žaluzije, police, sama naša okna, tako da smo pripravljeni na trg. No? Je pa zelo pomembno, ker je pa tako, kot ste rekel, da je težava za tega, ker se gradi po domače, a ne? Sam to v bistvu vse te stroški se prenašajo na končnega kupca, ne? To pa ne smemo več dovoliti. Zato smo pa šli v BIM. Ja, mislim, meni je kar toplo pri srcu, ko slišim od nekoga, ki prodaja storitev v gradbeništvu, da mu je kupec najpomembnejši, ker vse moje izkušnje do zdaj so ravno obratne, ne? Ker je bolj v bistvu na mezi, da bi bil kupec najpomembnejše to, kako ga bo čim boljš okrog prinesel, da ne bom kakšne grše besede uporabil. Ampak se pa strinjam, da bi lahko BIM bila platforma za te unikatne produkte, kot so okna, ne? Čeprav se po drugi strani sprašujem, če bi se v gradbeništvu res delali s takimi tolerancami, o katerih se zdaj pogovarjamo, ne? Če bi bilo odprtina 1500 na, ne vem, 1200 mm, ne? Ali bi potem sploh potrebovali tako množico teh možnosti znotraj BIM knjižnice, ker potem bi dejansko prišle tiste standardne dimenzije, kot smo jih včasih poznali, spet do izraza. Ne? Torej, to je res ena taka debata, ker dejansko razlike med oknom, ne vem, 1620 mm pa 1600 je ni, ne, ampak zdaj se taka okna delajo, zato se take odprtine delajo. Ne, se lih v tem pa jaz vidim prednost BIM-a, ne. Recimo, mi izdelujemo te ogromne elemente, ne, ki so moderne hiše in za nas pride BIM lih prav v tem primeru, ker lahko postavimo celo hišo v BIM prostor. In vsa naše elemente lahko postavimo v BIM prostor in oblikujemo sam izgled. Zaradi tega nam ogromno pomeni. In tako kot ste rekli, problem je sama realnost, kako se pozida in kaj se dela v gradnji. Ne? Ampak
Jaz mislim, da se da vse to rešiti. Jaz vidim lih to, da se bo zmeri bolj, če bo stranka imela možnost, da bo uporabljala BIM in se risali v ArchiCAD-ih in teh programih, da bo imeli možnost lih v to smeri, da bojo lahko optimalno si postavili ta naš element v prostor. Se pravi, dostikrat se zdaj srečujemo na objektih, ker se moramo že dejansko mi prilagajati notranjemu pohištvu. In s tem, ker se v bistvu celota riše v programu, lahko ti določiš optimalno svetlobo, vse to, da imaš res tako in zmer v večje odprtine se gre. Lih zaradi tega, zato teh standardnih detajlov ni. Recimo, tako, če me mene vprašate, jaz vidim prihodnost tehnologa, ne vidim več v tem smislu, kot delam jaz to delo danes, ampak ga vidim kot del programerja, ki bo predlagal strankam detajle in jih bo implementiral v BIM knjižnico. In z tiste BIM knjižnice bo dejansko samo rast. Tako lepo sliko si narisal, v prihodnosti. Ja, vem. Ja, absolutno se strinjam. Sej to je večna debata, ampak hočem tako rekel, jaz mogoče se malo strinjam z Robijem, ki pravi, da mogoče BIM sam po sebi tega ne bo rešil, ker že zdaj je tako, bolj ali manj, če pač ti rečeš, da boš okna imel 1500, ponarediš pa, ne vem, odprtino 1700, boš dobil že zmeraj okna 1500, in zdaj se ti zafrkavi s tistim, kako boš to ugradil, oziroma pač najbrž je vaš problem, ki pridete to montirati, Sej, recimo, tle je tisto problemov v osnovi. Problem je pa v tem, da če mora biti 1500, mora biti 1500. In vemo, vsi hodimo po terenu, vsi hodimo na kako je v realnosti, ker se doziduje pa se dogovarja. In jaz kot tudi tehnolog vidim, kje so težave. Recimo, strankam je težko prikazati, kakšen izdelek boš imel, kako bo izdelek izgledal na objektu. Ker so recimo tako specifični izdelki, lahko samo z enim pragom si lahko naredimo čisto drugačen izgled. In preden se recimo kot tehnolog, da povem to arhitektu ali pa stranki, je kar nekaj cajta, ali moram risati, parkrat moram zrisati na novo in ji prikazati to. In tle je tista težava, jaz vidim. In tle meni naredijo BIM. Je pa res, da na objektu, kot ste rekla, je velika težava, kako se dejansko dela. In dokler ne bomo šli vsi v to smer, bomo imeli te težave še naprej. In do takrat bo še zmer potrebna izmera, s tem se popolnoma strinjam. V bistvu je najbrž tukaj rešili ne bomo, ampak Robi bi mu najbrž lahko kakšne grozne zgodbe o tem, kako je pa pol to v resnici. V smislu, ko delavci pridejo. Če bomo šli v to smer, da bo vsak prevzel odgovornost za svoje delo, bomo si zmanjšali stroške, si bomo zmanjšali vsi stroške, hitrejši bo narejen in izdelek bo v končni fazi lepši. Zato se jaz popolnoma strinjam, da bi mogli to, kot je država rekla, da bo implementirala BIM. Zato jaz popolnoma podpiram te stvari. Naj se začne delati pod BIM-u in bo vse lažje. Za vse nas. Jaz bi malo presekal tole, pa bi vprašal nekaj druga, da skrenemo na eno drugo pot. In sicer, midva z Matevžem sva se srečala z MSORO tudi po drugi strani, pač prek nekih raziskovalnih projektov, nekih dogovorov, da bi raziskovali. In sem bil kar do neke mere presenečen, da sem videl, da je MSORO kot proizvajalec praktično, sicer zelo veliki igralec na slovenskem trgu, ampak kljub temu proizvajalec na tem čovnu, da vlaga v raziskave, da se trudi, se tudi to, kar se delate z BIM-om, kaže na to, da ste neka taka razvojno usmerjena firma, razvojno usmerjeno podjetje. Pa me zanima, zdaj, ko imate nek specifičen pogled na slovenski gradbeni trg, pa vidite mogoče vse to okrog BIM-a iz druge strani, iz stališča proizvajalca, pa nekoga, ki zagotavlja izdelke gradbeni industriji. Kako je pa vaše mnenje o slovenskem gradbeništvu, kar se BIM-a tiče? A se že uveljavlja, a ste še vedno
tisti prvi, ko orjete ledino ali kako je zdaj s tem. Imela so že ogromno enih gostov, ampak večinoma vsi so ali arhitekti ali pa v projektivi. Ne? Zato mi je zdaj zanimivo pač iz ene druge strani pogled na vse to skupaj. Kaj bi lahko rekel o tem? Ja, kakor se jaz srečujem s tem BIM-om, se premalo. Ne? V tujini je zelo ogromno tega. Zdaj, nazadnje smo bili na sejmu v Münchnu, ki je bil sejem, sem opazil, da je kar veliko teh proizvajalcev stavbnega pohištva se ukvarja z BIM-om. Medtem v Sloveniji smo mi zdi pa, da smo edini še zaenkrat. No. Kar se tiče stavbnega pohištva, je pa res, da se trudijo recimo proizvajalci teh žaluzij, rolet, se pa trudijo že noter postavljati v BIM knjižnice. Jaz bi rekel tako, no, da očitno se trudijo neki okrog BIM-a vsi tisti, ki so usmerjeni izvozno. Ne? Vse to, kar je posmerjeno na slovenski trg, pa zaenkrat očitno še ne. Ali je moj občutek prav? Po mojem mnenju je za to potreben še nekaj časa. Zdaj smo na začetku, kot so rekli, na začetku smo risali z Rotringom, potem smo šli na AutoCAD, sedaj smo pa na BIM-u in za BIM bo treba kar nekaj časa, ker je BIM je popolnoma drugačen od AutoCAD-a. V AutoCAD-u smo bili prisiljeni začeti iz nule, iz praznega lista. Ne? Tlele imamo pa v bistvu že vse ponujeno, končna stranka ima vse skupaj ponujeno. Ne mi imamo več dela. Ne? Koliko daleč pa ste vi z integracijo vsega skupaj v svoj delovni proces, da bi prišli dejansko iz BIM-a dejansko na žago, pa na mizo, pa tako naprej, da je bilo to vse avtomatsko? V bistvu zaenkrat dobimo kosovnice, se pravi dimenzije naših elementov, zunanje mere in vse nekaj specifično, od stekla, pololiv in vse, kar pač vsebuje naš element. Mi mislimo pa, da bi bilo še nekaj časa bomo pa rabili, da bomo implementirali v proizvodnjo, ampak to je problem, ker je vsak stroj ima svoje kode, in je treba vse te kode prevesti iz ArchiCAD-a v sam stroj. In to je kar velik dela še. Tako da jaz mislim, v roku 5-10 letih bi mogli imeti že nekaj narejeno v tej smeri. V bistvu, Robi, si vprašal točno tisto, kar sem jaz hotel. Me pa presenetilo to, da je toliko časa, no? Ampak sej verjamem. Največji problem imamo mi, recimo jaz kot tehnolog, sem vključen v sam razpis pa izdelovanje dokumentacije. In medtem, ko bi mi dejansko rabili računalničarja, ki se bi samo s tem ukvarjal. In to je na trgu danes v Sloveniji zelo težko dobiti. Ja, razumem. Tle so čist mena specifične znanja, v bistvu ne sam o BIM-u, ampak predvsem tudi polo programiranju teh strojev vaših, ne? Pa hkrati jasno so vzadje BIM-a in v bistvu izvažanje teh parametrov in dostopa do teh kod in prevajanje med njimi in vašimi stroji, bolj ali manj. Mogoče sam še tole, no? Tako ocena z vaše strani v bistvu z MSORE, v bistvu kaj to, recimo ne bi zdaj v financah, ne? Kaj bi to predstavljalo, da bi šlo to z gumbom, ne? Ok, zdaj pa da je tale okno, ki je tukaj le narisan v ArchiCAD-u, zdaj pa da je tudi tole v proizvodno, ne? Pustimo zdaj to, ampak koliko časovno dejansko to, da je eno to okno, ki je nekje prišlo v BIM-u, vi dobite ta načrt, kosovnico, kaj to časovno zdaj pomeni, da vi to okno izdelate? Ja, zdaj zaenkrat delujemo tako, kot že delamo nekaj let. Ne? Se pravi, jaz dobim ponudbo, ki jo moram zrisati v AutoCAD-u in vse te AutoCAD risbe moram prenesti na delovne stroje. Hkrati pa moram tudi naročiti vse njene zunanje elemente, se pravi kljuke, rolete, vse pač, kar vsebuje ta element. In to traja približno pri nas odvisno od nekje 3 do 4 dni je mojega dela. Potem so pa sama izdelava. In največji problem, ki ga imamo, je dobava delov, ki ga potrebujemo za okno. To imamo največje težave s temi roki. In s tem bi dejansko lahko dosti več skrajšal. Se pravi, če bi arhitekt zrisal BIM-u in direkt poslal k nam na stroje, bi se s tem ogromno poznalo. No, ampak v bistvu za to okovje, ne? To okovje, če sem prav razumel, to vi še zmer nekje drugje naročate pri vaših dobaviteljih. Ja, vse te stvari, okovje, sicer imamo nekaj svoje, ki imamo tudi uvažamo nekaj okovja,
imamo nekaj svojega, ampak recimo so pa kakšni ti repromateriali, ki moramo pa ven naročati, tako kot je les, kot je aluminij in stekla seveda in vse take stvari. Dobavni roki so kar veliki, no. No, ampak sprašujem se bolj stališče samega procesa, kje se ta integracija dejansko zaključi. Ne? V bistvu, če prav razumem, se ne zaključi niti z M-Soro, ampak se zaključi z vašimi podizvajalci načeloma ali pa vašimi dobavitelji. Kar pomeni, da bi morali tudi oni nekako prevzeti ta način. V bistvu ne. No. V bistvu ne. Recimo, že s tem, ker recimo, tako kot ste videli, Arhiket nam omogoča, da že določiš vse te stekla noter, se bi avtomatsko izpisalo vse te stekla in bi šla ta naročila direktno k našemu dobavitelju. Ves cikl je hitrejši. No, sej, to je eno hitrejši, pa v bistvu najbrž pa ne bomo zdaj o možnih napakah, ki bi se kje pojavljali lahko vmes v tem delu. Prednost BIM-a je lih v temu, da so tle en človeški faktor, ker tehnolog, ki vse tu skupaj ima kar zelo širok spektr, kaj mora vse naročiti in se hitro pojavljajo napake. S tem BIM-om in s temi dimenzijami, ki v bistvu računalnik vse naredi, se zmanjšajo napake definitivno. No, jaz v bistvu danes ves čas tega pogovora razmišljam o tem, kar sem enkrat v enem članku napisal. In to sicer, da s prihodom BIM-a bomo morali spremeniti obnašanje v gradbeništvu, ker bomo morali pač začeti zaupati en drugemu. In ena velika težava BIM-a je to, da ni čist pravno rešen, kdo odgovarja za kateri del modela. In se mi zdi, da tole, pa tudi večkrat je bilo omenjeno, da bo moral vsak začeti prevzemati odgovornost za svoj del procesa. In če bi zdaj pogledali z vašega stališča, bi vi potem v bistvu prenesli odgovornost za napake na arhitekta, če to prav razumem. V bistvu ne. Zaradi tega, ker arhitekt določa, se pravi, zunanji izgled, dimenzije in vse to. In vsak podizvajalec je zadolžen za svoj izdelek. Tako kot je zidar, da se zgradi pač določena dimenzija odprtine, tako smo mi odgovorni za svojo dimenzijo okna, tako kot je arhitekt naročil. Odvisno, kje je napaka, ne? Ja, kar se spremeni je zgolj to, da enostavno bi se morali vsi strinjati, da je to, kar je v BIM-u edino, kar je merodajno. Da se ne potrjuje vsak načrt posebej, ampak da rečemo, ok, to je to in to moramo preslikati ena na ena v realnost in v tem primeru bi potem vse padali na pravo mesto. Če pa se ne strinjamo s tem, oziroma če dovolj je, da eden v tej verigi ne soglaša s takim načinom dela, pa v bistvu to zaenkrat ne gre. Zato pa jaz vidim recimo prihodnost, da bi bila knjižnice, tako kot sem omenil, da bi bile knjižnice narejene da bi bili slovenski proizvajalci vsi skupaj v slovenski knjižnici in da bi bili ponujeni tako slovenskim arhitektom kot globalnim arhitektom. In seveda kupcem. In s tem bi bili v knjižnici v bistvu proizvajalci, za katere se lahko reče, da so dovolj kvalitetni, da delajo za določeno pač stranko. In se bi sam trg bi se znebil vseh tih balastah v bistvu negativnih proizvajalcev, ki stopajo v trg. To je zanimiva ideja, čeprav mogoče BIM Objects ali pa kakšne podobne strani imajo tudi kakšne te stvari, kakšne ocene in naj bi trg na ta način potem pač reguliral ali pa naročnike reguliral, kjere knjižnice so v redu, pa kjeri dobavitelji so vredni zaupanja. Ampak to, kot rečeno, danes ne bomo rešili, pa to je morda tema za kakšno drugo debato spet. Tako da bi jaz mogoče na tem mestu počasi sklenil ta pogovor okoli tega, razen če Robi nimaš ti kakšno vprašanje ali pa če Andrej nima kaj posebej, kar smo pozabili vprašati, pa bi rad povedal. Ne, v bistvu jaz sem hotel se že kar danes dogovoriti, da se čez 5 let spet slišimo, ker me zanima, kako bo stanje čez 5 let. Robi, jaz imam tebe tokrat, ker si tako optimist.
Ja, ampak bolj stališče, ne da v M-Sora obstajala, pa da bi jim nov delo slučajno, ne, ampak v bistvu tem, da bo še ta podcast živel. Ne. Ja, lahko se pa takrat obudi, veš, kaj pa veš. Revival tako v bistvu narediva. Ne, pač ja. Jaz moram reči, da meni je ta vizija zelo blizu, pa bi si zelo želel, da bi se v največji možni meri izpolnila. Ne? Mi pa ne zamer, če sem glede na to, kar jaz vem o gradbeništvu, pa kar imam jaz izkušnje, če sem skeptičen. No? Jaz mislim, da se bo to pač razvilo. Dejansko smo vsi skeptični glede tega. Že v osnovi, ko vemo, ko pridem jaz na izmero, vidim realnost, kakšna je arhitekt naročil in kakšna je realnost, se kar včasih za glavo primemo. Ne. Ampak moramo pa strmeti v temo, da recimo tako, kot zahtevajo stranke od nas popoln izdelek, moramo vsi zahtevati, da bo stranka dobila popoln izdelek končni. Vsi delamo za to, da bomo boljši. Ja, no, se brez tega ne bi bilo napredka. Tako. Jaz mislim, Matevž, da sva izčrpala vprašanja. Izčrpala nisva, ampak da ne bomo se v krogih sukali, bi predlagal, da gremo naprej. No. Ja, sej naprej je v bistvu že proti koncu, razen če Andrej nima kakšnega pametnega priporočila. Kaj lahko rečemo poslušalcem? Vsi izdelki morajo biti kvalitetni, morajo biti izdelani po smernicah, ki se jih pač določa sam proizvajalec. In jaz mislim, da se v našem podjetju zelo trudimo, da bi šli tako v razvoj, kot sam v izdelavo teh BIM objektov. Ker za nas pomeni to veliki izziv. In jaz osebno mislim, da je to prihodnost. Mogoče samo za konec, Andrej, poslušalci te verjetno lahko kaj kontaktirajo s kakšnimi vprašanji, mogoče tudi tisti, ki jih zanimajo, mogoče še kakšno ozadje, ki jih danes nisi imel priložnost povedati, kako se tega lotati, kam ti lahko kakšne maile pošljajo? Ja, na moj službeni mail mi lahko pošljajo, ki se sledi je pa andrej.sen@m-sora.si. In sem pripravljen pomagati, jaz zelo rad pomagam. Super, bomo tole vse polinkali v zapiskih, tako da bo imel poslušalci priložnost to tudi narediti, konec koncev izkoristiti pripravljenost tvoja, da jim recimo malo pomagaš z nasveti in recimo usmeritvami. Robi, kam pa lahko poslušalci te pišejo? No, še vedno lahko piše na robert@klinc.net, pa ne pretiravati, da se mi ne bo napolnil moj mailbox, ker imamo težave to je insiderski joke v bistvu za vse poslušalce, ne, ampak v redu. Za oba Robija in men pa v bistvu najlažji kar na info@bimpogovori.si z vprašanji, sugestijami, kritikami in pohvalami okoli BIM pogovorov. Tako da to je vse za to oddajo. Jaz bi se na tem mestu Andreju najlepše zahvalil za pripravljenost deliti to izkušnjo z nami in jasno s poslušalci. Hvala, Andrej. Ni problema, rade volje. No, skratka, to je vse za danes in se slišimo spet kmalu. Andrej in Robi, adijo. Adijo. Naša proizvodnja je šla na to v bistvu tanka linija, se najbrž poznata to. Ne vem točno, kaj mislite. V bistvu nam se gre, da bi optimizirali vsak delovni proces v proizvodnji. Razumem. Okay, in smo kar dosti dosegali, recimo, lahko vam povem iz lastnih izkušenj. Recimo, sem prišel našo proizvodnjo pred 3 leti, sem prišel noter, to je bilo vse nekaj se je mudilo, vse je bilo treba nekaj na hitro narediti. Medtem, ko danes pridem, se mi zdi, kot da bi bilo vsakič sobota. Vse je umirjeno, vse se naredi in dejansko imamo pa naša proizvodnja dosti več naredi kot pred 3 leti. Prav zanimivo, kako več smo sposobni narediti. Samo če ti optimiziraš, pa že optimiziraš že s tem, da pogledaš, kam postaviš kladivo, kam se postavi, ali pa zvijač. Pa ne leži ne vem koliko naročne materijala v bistvu posod. Zaradi takih malenkosti se optimizira. Ljudje ne moramo, sploh se nisem mogel zavedati, koliko se spremeni, če se samo enih osnovnih načel natančnosti pa spoštuje. Ja, to mislim, da bi gradbeništvo v celoti rabilo, ne?
Zato bom pa tudi, ker ste me prej sprašvali, da imam tak utopični pogled na to. Zaradi tega imam jaz tako, ker hočemo nekaj izpopolniti. Recimo tudi pri nas v podjetju nas kar dosti spodbujajo, da se gremo v šolanje, v razvoj in z vsega tega. In sem zahvalen svojemu podjetju, ogromno.